Živijo. Pozdravljena. Kar izvolite sest. Hvala. Jaz sem psihologinja Kremžarjeva. Bi mi lahko malo povedali, zakaj ste danes prišli k meni? Moja sestra je rekla, da bi lahko prišla sem, ker je opazila, da sem malo bolj obupana, malo bolj žalostna, tako da je rekla, da bi bilo smiselno. Termin, ki je danes zelo široko uporabljen tudi v vrhunskem športu in glasbi, je depresija. Predstavlja lahko resno motnjo, ki pomembno negativno vpliva na posameznikovo vedenje in delovanje, a dobro je, da vemo, da ni vsako negativno razpoloženje ali čustvo že depresivna motnja. Tako je bistveno, da bolje poznamo in razumemo, kakšni so diagnostični kriteriji za depresivno motnjo, simptomi, ki se kažejo, ter potencialni vzroki za njen nastanek. Depresija lahko predstavlja motnjo razpoloženja ali psihiatrični sindrom. Razpoloženje opredeljujemo kot vztrajajoče in trajno čustvo ali občutenje, ki vpliva na posameznikovo vedenje in zaznavo sveta. Motnje razpoloženja predstavljajo pomembno kategorijo psihiatričnih motenj, v katero se uvrščajo depresivna motnja, bipolarna motnja in nekatere druge. Koliko časa pa že trajajo ti občutki? Ne vem, recimo par mesecev. Ja, nekaj takega. Tako da par mesecev enih občutkov obupanosti, žalosti. Ja? Ja. Bi mogoče malo natančneje pogledali te težave, šli malo čez? Se strinjate? Je težko? Ja. Težko govoriti o tem. Ja. Ja. Bova probali, ne? Počasi. Pa bova šli čez to. Prav? Okay. Bi lahko poveste malo, kakšno je bilo vaše razpoloženje v teh zadnjih mesecih? Ne vem, se mi zdi, da sem tako bolj žalostna, bolj obupana. Zelo spremenljivi so lahko tudi subjektivni simptomi depresije. Pojavijo se lahko občutki brezbrižnosti, apatije, do obupa in pobitosti. Zelo pogosta je tudi anhedonija oziroma popolna nesposobnost doživljanja ugodja. Le-ta se navzven kaže tudi v obraznem izrazu, govoru, vedenju in načinu življenja. Pogosto so pri depresivni motnji prisotne tudi samomorilne misli in namere. Kakšen pa je občutek, kaj bi rekla, energija? Mislim, pač nimam zares energije. Se mi zdi, da nazadnje sem imela energijo pred, pol leta. Se mi zdi, da ne morem. Ne da se mi nič, ne moram iti ven s prijatelji, ne moram poskrbeti zase, ne moram pomagati. Depresija kot motnja razpoloženja je zelo pogosta, a na vprašanje o vzrokih za nastanek nimamo enoznačnih odgovorov. Kot smo poudarili na začetku, negativno razpoloženje, doživljanje žalosti ali drugih neprijetnih čustev ne pomeni že diagnoze depresivne motnje. Tudi v strokovnih krogih obstajajo nekatere manjše razlike v kriterijih za postavitev diagnoze. Najpogostejši orodji za diagnosticiranje sta diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj ali krajše DSM ter mednarodna klasifikacija bolezni ali krajše MKB. Diagnostični kriteriji duševnih motenj upoštevajo med drugim pojavljanje, trajanje simptomov in vpliv na vsakdanje funkcioniranje. Depresivno motnjo na podlagi kriterijev diagnosticiramo v primeru, ko simptomi posamezniku povzročajo klinično pomemben distres ali oškodovanost v socialnem, poklicnem ali ostalih pomembnih področjih delovanja. Simptomi ne smejo biti posledica zlorabe substanc, drugih zdravstvenih stanj
ali pojasnjeni v okviru drugih motenj. Tako da slabo spite, potem se zbudite utrujena. Kako pa to potem vpliva na vašo pozornost, koncentracijo, na delo na fakulteti? Ja, imam velike težave, v bistvu se zares koncentrirati, narediti karkoli, ali pa sploh iti na faks. Velikrat ne grem na faks, ker sem preveč utrujena, da pol ostanem doma, prepisujem, ali pa tudi ne. Ne vem, se mi zdi, da nisem zares uporabna. Diagnozo velike depresivne motnje po DSM-5 tako postavimo. Če posameznik v obdobju 2 tednov doživlja 5 ali več simptomov, ki so prisotni večino dni. Ti simptomi so na primer utrujenost ali izguba energije, pomembna izguba teže brez načrtnega hujšanja ali pridobitev teže oziroma zmanjšan povečan apetit, občutki ničvrednosti ali pretirani neustrezni občutki krivde, zmanjšana sposobnost jasnega mišljenja, koncentracije ali neodločenost, ponavljajoče se misli o smrti, ponavljajoče se samomorilne ideacije brez specifičnega načrta za samomor in nekateri drugi simptomi. Pri tem pa mora biti za postavitev diagnoze obvezno prisoten vsaj eden od naslednjih 2 simptomov: depresivno razpoloženje ali izguba interesa oziroma izguba sposobnosti doživljanja užitka. On je bil v bistvu edini, ki je poskušal biti bolj spodbuden ali pa bolj blizu mene. Ampak je pol obupal na neki točki, ker pač je videl, da se nič ne spreminja, da je sam še hujš, in pol je nehal pošiljati mesiče, me klicati bolj pogosto, kakor da je obupal nad mano. Tako da v bistvu te težave, ki trajajo že nekje zadnjega pol leta, zelo vplivajo na vaše odnose, na vaše razpoloženje, na spanje, na koncentracijo. Ogromno je teh nekih negativnih misli, ki potem proizvedejo veliko negativnih občutkov. Sem prav razumela to, kar mi želite povedati? Ja, približno tako. Zelo resna težava na področju duševnega zdravja je tudi samomorilnost, ki predstavlja kar 4. najpogostejši vzrok smrti za oba spola v starostni skupini od 15 do 29 let. Gre za kompleksno problematiko, ki ji ne moremo pripisati enoznačnega vzroka, saj nanjo vpliva več dejavnikov, številni pa so med seboj tudi povezani. Na kak način si pa pomagate? Znate kakorkoli priskočiti sama sebi na pomoč? Mislim, povedala sem mami, ampak se mi zdi, da me ni zares razumela. Imam občutek, da noben zares ne razume. Vsi sam govorijo, da pač se odločiš, da si srečen in da naj se bolj potrudim. In pol, ne vem, nisem zares, malo sem pogooglala, ampak nisem našla ničesar. NIJZ je pripravil podrobne smernice za psihološko prvo pomoč, ki jo lahko vsak izmed nas nudi osebi s samomorilnimi mislimi ali samomorilnim vedenjem. Smernice so sestavljene iz 3 korakov: prepoznave, pristopa in pomoči. Samomorilno ogroženost lahko prepoznamo preko nekaterih opozorilnih znakov, kot so govorjenje ali pisanje o smrti, opazne spremembe v razpoloženju, socialni odmik, zloraba substanc ali vključevanje v tvegane dejavnosti. Kako pa pristopimo k nekomu, ki je samomorilno ogrožen? Poskusimo izbrati primeren čas in prostor, kjer se bomo lahko z osebo nemoteno pogovorili ter izrazili skrb zanjo. Bistveno je, da v pogovoru poudarimo svojo podporo, pokažemo pristno zanimanje in aktivno prisluhnemo. Pri poslušanju smo empatični, potrpežljivi in ne obsojamo. Če se nam zdi, da se oseba ne želi pogovarjati z nami, ji lahko ponudimo pomoč pri iskanju drugega sogovornika. Poglabljanje lastnega znanja v duševnih stiskah nam omogoča bolj opolnomočeno odzivanje, ko se morda znajdemo v situaciji, ko nekdo potrebuje pomoč.
Povezavo do celotnih smernic psihološke prve pomoči, ki vključuje tudi ravnanje v primeru akutne ogroženosti, boste zato našli v prilogi tega modula. Ok, bomo probali eno vajo, eno tehniko, ki rečemo prepoznava in spreminjanje negativnih avtomatskih misli. Ok. Ja. Pa probajte najti eno misel, ki je v zadnjem času povzročila pri vas eno tako slabo razpoloženje. Kaj bi rekla, se spomnite kakšne? V zadnjem času se mi zdi, da sem slaba oseba. Tako da to verjetno. Kako pa verjamete to? Koliko je za vas ta misel resnična? Ja, trenutno je, ker se mi zdi, da pač zdaj ne morem delati stvari zase, ne morem skrbeti zase in težko pol skrbim za druge in je, ne vem, nisem tako dobra oseba, kot sem bila včasih, se mi zdi. Probava najče proti dokaze tej misli, da ste slaba oseba? Ok. Meni se zdi, da imam občutek, da znotraj sebe, da sem dobra oseba, pa da hočem biti, ampak da trenutno ne uspem. Pa vem tudi, da sem bila, še vedno zdaj vem, da pomagam ljudem, ko kaj rabijo, ali pa družini, razen če pač res ne morem. In kot otrok se mi zdi, da sem bila dosti v redu oseba, da to verjetno je. Tehnika, ki je bila predstavljena v igranem intervjuju, se imenuje tehnika prepoznavanja in izzivanja negativnih misli. Po tej tehniki pacienta učimo, da negativne misli prepozna ter jih podrobneje preuči s pomočjo podvprašanj, s katerimi izzivamo dojemanje resničnosti svojih misli. Preko analize tako ugotavljamo, ali so le te posledica nekoristnih miselnih stilov. To recimo pomeni, da so naše misli lahko preveč črno-bele, ali naredimo vse prav, ali pa raje ne naredimo ničesar. Lahko so pretirano posplošene, recimo mišljenje, da se nam nikoli ne zgodi prav nič dobrega. Včasih pa smo pozorni le na določene vrste dokazov, naprimer, zelo si zapomnimo neuspehe, medtem ko vse uspehe spregledamo ali razvrednotimo. V primeru doživljanja stiske je pomembno, da se o tem z nekom pogovorite oziroma da poiščete strokovno pomoč. Zelo pomembno je zavedanje, da nismo sami ter da obstajajo učinkovite metode zdravljenja in pomoči, ki lahko pomembno izboljšajo naše psihofizično zdravje in počutje. Ok, tako da če bi zdaj v bistvu na ta kontinuum med slabim in dobrim umestili Ano, kam bi umestili? Ne vem, nekam na sredino recimo. Ja. Ok, tako da ja, našli smo nekaj protidokazov, ki govorijo, da bi bila res slaba oseba. Ja. Ja, ok. Koliko zdaj to vpliva na vaše razpoloženje, če pomislite na to, da pa mogoče res niste tako slaba oseba? Recimo, da je lažje. Mislim, da je boljše. Evo, to je bila ena taka tehnika, s katero si lahko malo pomagamo pri teh negativnih avtomatskih mislih. Ja, če boste želela nadaljevati za srečanje, bova pa delali še več takšnih tehnik. Okay. Ja? Okay. Hvala. Adijo. Adijo.